Lep pozdrav izpod Snežnika, natančneje z Mašuna. Danes naju čaka en res razburljiv večer, popoldan, in sicer bova počela nekaj, kar si že ful dolgo časa želiva in je po mojem mnenju najboljša stvar ever. Opazovati greva rjavega medveda skupaj z lovcem, tako da držite pesti, da kakšnega ogledava. Opazovanje medveda sva torej začela v zaselku Mašun, ki je obdan s prostranimi gozdovi, zato so se na tej lokaciji sprva naseljevali predvsem gozdarji in lovci. Istoimenska gostilna z nenavadno razstavo motork obuja to tradicijo. Še ni ta prav. Nismo še niti začeli, pa je začel že dež padati, tako da bomo videli. To pa res ni nobena težava za trpežne medvede. Peljemo se za lovcem v bližino Breže, po gozdni cesti. Pa 5 popoldne, ko se mi odpravljamo na to opazovanje na Brežo, ker čez dan očitno niso medvedje tako aktivni, pridejo šele zvečer pa po nočno plano. Pa dobro, da je dolg junijski dan, sicer bi bilo tole že kar malo scary se ob tej uri voziti po taki kar gosti hosti. Vsega skupaj smo se vozili 10 minut, a bilo je že dovolj, da smo izgubili signal. Po nekaj korakih smo v tišini prispeli do lovske opazovalnice, ki je bila na najino presenečenje postavljena kar na tleh in ne visoko v krošnji dreves. Takole smo se namestili in čakali, da se prikažejo lačne živali. Sprva sva opazila zgolj nekaj pisanih ptic, ki so se glasno oglašale. Po dobre pol ure pa je na jaso Lena hitro zakorakala medvedka s poškodovano zadnjo levo šapo in precej pod stresom zobala koruzo, ki jo je prej natresel lovec. Nervozo je povzročil mlajši 3-letni samec, ki je medvedki sledil po poti. Neodobravanje sta jasno in glasno izrazila. Očitno sta vsa nesoglasja zgladila stran od naših radovednih oči in se po nekaj minutah vrnila na prizorišče. Malica je pač malica.
No ja, mogoče pa bojna sekira le ni bila tako hitro zakopana. Rjavi medved je ena največjih kopenskih zveri. Samice tehtajo do 160 kg, samci pa so lahko še enkrat težji in v dolžino zrastejo od 1,5 metra do 2,5 metrov. Kakšni so prvi vtisi? Medved je zakon, ampak tako je neverjetno, kako izgleda krati čukat, pa ful agilen, pa kako majestetski gobec na nek način, čeprav je sam tako ogromen, tako je neverjetna žival. Ob zadnjem popisu je bilo pri nas 1100 medvedov, nama je povedal lovec Sandi. Čeprav dež za ta dan ni bil napovedan, je snežniške kraje priletela nevihta, in to s točo. Gosto dežju zna delovati precej pomirjujoče, pomaga pa tudi, če ga lahko opazuješ v toplem in suhem zavetju. Spraševala sva se, če dež moti te ogromne kosmatince, pa nama je bilo rečeno, da ne pretirano. Kljub temu jih med največjo nevihto ni bilo na spregled. 3/4 ure kasneje se je prikazal še manjši medo, ki je čisto prestrašen v preteku. Precej suhcen medo je ves čas oprezal za nevarnostjo. Tako kot za leve je tudi za samce rjavega medveda značilno, da poskušajo pobiti mladiče drugih samcev. Na ta način skuša samec spodbuditi medvedko k hitrejšemu parjenju z njim. Mali jo je ucvrl nazaj v gozd, a sta ga hitro zamenjala nova kompanjona. No, več njih. Kmalu sva ugotovila, da lahko medved zelo hitro teče. Menda doseže hitrost do 60 km/h. Ob nenadnem srečanju z njim tako tek ni najboljša opcija. Medved je tudi dober plavalec in plezalec. Kaj torej storiti, če ga srečamo v naravi? Menda medved ne mara presenečenj. Čeprav je ob navalu adrenalina izjemno težko ostati miren, je prav to ključ do rešitve. Brez nenadnih gibov, ritensko se umaknemo nazaj, od koder smo prišli. In če srečamo medvedko z mladiči, ja, jeba. Presenetilo naju je tudi to, kako tihi so medvedi. Lomastenje sva si namreč predstavljala kot zelo glasno premikanje. Medved pri hoji stopa po celotnem podplatu, zato mu pravijo podplatar. Nama pa se je zdelo, da se premika tako neslišno, kot bi imel obute mehke copate. Medvedja peterka se sploh ni dala motiti, saj je po dežju končno posijalo sonce, naju pa je lovec že kar malo priganjal na pot, saj se nama je iztekel 3-urni termin na preži. Mlademu medvedku se ni niti malo mudilo v brlog, raje si je vzel čas za raziskovanje okolice. Medtem ko se je mali medved čez čas odpravil globje v gozd, je ostala medvedja združba vztrajala na jasi. Mi pa smo kljub njihovi prisotnosti morali na pot.
Ja. No, izkazalo se je, da jih nismo. Pri sosednji smreki se je namreč skrival tisti, ki je šel po svoje. Ok, zberam misli. Tole je bilo, wow, nekaj najbolj norega ever, verjeten. Dolgoletna želja se je ne samo uresničila, ampak dostavila in nadgradila, kaj čem reči. Najprej smo videli enega medveda in smo bili wow, in potem sta bila dva in potem sta se tam neki kregali ali kaj so bili tisti zvoki. Ja, neko renčanje. Pa kasneje je bilo zatišje in pol je bilo Dež je začel padati in potem nismo skoraj 1 uro videla nobenega. Potem je prišel en mali, na hiter mal in smo rekli, ok, I guess to je to. Ne, pa so pa prišli. Družina, prijatelji, gang, ne vem, čisto dober. V enem momentu jih je bilo 5 na kupu. In mimo teh 5 smo šli pol tudi proti avtu nazaj. Ura je 8, moramo iti. Medvedje so zunaj, ampak smo, to je bilo kar malo za adrenalin, ne? Ki je majster zakašljal, je en medved zbežal v stran, ki je bil za bližno smreko, tako da kar divje. Tisto je bilo pa dobesedno 2 metra stran, ne? Ja, no, dobesedno 2. Ja. Drugače pa, ja, ti še povej, kje sva zvedla pa te stvari. Zvedla sva od mojega sodelavca lovca Jureta, hvala Jure, zakon. Hvala Jure. In bila sva pa tukaj na Mašunu pod Snežnikom in lahko priporočamo definitivno. Taka pristna izkušnja. Absolutno. Ni to najcenejša zadeva, naj bo prišlo skupaj 250 €, ampak res je izkušnja in če bi bil v tujini na nekem takem safariju, ne bi dvakrat razmišljal. Tako da, wow, vesela. Medvedi, pozdrav! Hvala za ogled, vesela bova tvojega lajka, pa naroči se na kanal. Čau!